Lepo pozdravljeni. Knjiga Poslušajte štimo mojo, potujoči pevci na Slovenskem je izšla v zbirki Folkloristika, govori pa o vprašanjih, ki so bila nekje zelo na robu folklorističnega zanimanja, in sicer tako zaradi drugih prioritetnih vprašanj folkloristike kot iz konceptualnih razlogov. Neposredni izziv za to zanimanje je bila najdba zapisa o potujočem pevcu, ki je v Kamniku nekje v 70. letih 19. stoletja na sejmu pel pesem o poštnem umoru in o kaznujoči roki pravice, ob tem kazal slike na velikem platnu, po zaključku pa navzočim delil listke, kjer je bila popisana, kot je rekel, zapisal pisec, ta krvava moritat. S tem se je začelo moje zanimanje za to vprašanje, odkrivala so se nova pričevanja, širil pa se je tudi čas, kjer je bilo mogoče slediti tem vprašanjem. Knjiga tako v najširšem smislu, v časovnem razponu od prvih omemb igrcev in viteških pevcev pa vse do, kot rečeno, pojava radia, skuša odgovoriti na vprašanja, kdo so bili potujoči pevci v posameznih obdobjih, o čem so prepevali, kje so črpali snov za svoje pesmi, komu so jih namenjali in kako se je družba odzivala nanje. Hkrati pa tudi, kaj je pravzaprav od te produkcije ostalo v današnji čas. Temeljni princip pripovedovanja je kronološki, recimo v času viteške lirike se poglablja v vprašanja tudi taka, ki so danes morda predmet različnih razprav, kot recimo pričevalnost pesmi Ulricha Lichtensteinskega, potem veljava slovenskega jezika v tem času, izpričana tudi v večjezičnih pesmih južnotirolskega pesnika Osvalda Wolkensteinskega. Ta veljava je podprta tudi z objavo pomembnega dokumenta iz leta 1384. Potem recimo tudi spoznanja, da je pomen viteštva in slovenstva v tem času viden tudi v pesmi Pegam in Lambergar, ki se po ugotovitvah te raziskave nanaša na čas po pomembni zadnji viteški bitki pri Dunaju, pri Durankrutu leta 1278. Potem sledi prelomni čas izuma tiska, ko je bil slovenski prostor, seveda gre tudi za pomembne družbene spremembe, pomembna vez med Otomanskim imperijem in pa Srednjo Evropo in je bilo temu ustrezno pomembno tudi mesto tega prostora v obveščevalskem pogledu. Torej pesmi potujočih pevcev tukaj dobivajo obveščevalsko funkcijo. Ta vloga je pa vidna tudi pri drugih vsebinah, pri poročanju o dogajanjih na gradovih, poročanju iz drugih bojišč in tako naprej. Skratka, ta raven, te vsebine se krepijo in postajajo vse pomembnejše, predvsem tudi ob poročanju o ljudeh z ulice, ki so prekršili zakon. In prav tukaj vstopa pravzaprav ta ustvarjalnost potujočih pevcev v naš čas, namreč veliko teh pesmi, ki jih danes razumemo kot slovenske ljudske pesmi, pravzaprav izhaja iz ustvarjalnosti potujočih pevcev, iz ustvarjalnosti te zelo raznolike družbene skupine, ki je dogajanja iz višjih družbenih okolij ali pa iz mestnih okolij vnašala med preproste ljudi. Zato je eno od pomembnih spoznanj te raziskave pravzaprav to, da je naše slovensko ljudsko izročilo ne le sad ustvarjalnosti preprostih ljudi, tam, kjer je bilo večinoma zapisano, temveč se v njem zrcalijo tudi ustvarjalne moči in sporočila drugih družbenih plasti, torej teh posrednikov med, kot rečeno, temi
višjimi družbenimi okolji in pa podeželjem. Ne vem, če se mi čas že izteka, ob tem seveda, ko knjiga sledi tem obdobjem, pride do uveljavljanja časopisov, do telegrafa ali daljnopisnika in na koncu do radia in do prevzemanja vlog, ki so jih imeli prej potujoči pevci kot obveščevalci in njihovega prehajanja v druge medije. Seveda se pa ob tem kažejo tudi druga vprašanja, predvsem me je zanimala tudi struktura, notranja struktura te zelo raznolike družbene skupine, in sicer gre tukaj za pevce od sejmarskih pevcev, benkelzengerjev, moritatlerjev, kot so jih imenovali po evropskem zgledu, do pevcev, ki so prepevali v romarskih središčih, tako imenovanih božepotnih benkelzengerjev, do potujočih rokodelcev, ki so s pesmimi in pa značilnimi klici privabljali stranke, do godcev, bukovnikov in pa najrevnejših prosjakov. Tukaj je vsem tem skupinam so namenjena posebna podpoglavja, kjer gre za zelo zanimive posebnosti in pa družbene opredelitve vseh teh skupin in pa seveda do Romov. Ob tem sta pa posebne pozornosti deležni tudi dve skupini, ki sta pomembno sooblikovali podobo potujočih pevcev. Gre za študente in pa šolmoštre. Če pogledamo naslovnico, prav z naslovnico je nakazana ta kontinuiteta, za katero so v veliki meri skrbeli prav študentje, namreč v ozadju te skupine, ki je ujeta v eni gostilni v Ribnici na Pohorju, je odlomek pesmi, za katero je značiln vagantski verz, torej verz, ki je zaznamoval to ustvarjalnost potujočih študentov. Danes recimo verjetno ne začutimo povezave med pesmijo Gaudeamus igitur in pesmijo Kolikor kapljic, toliko let, pa vendarle je recimo to en tak utrinek, ki kaže na to, da je ta tradicijskost zaznamovala ne le podeželje, temveč prek potujočih pevcev tudi okolja izobražencev in pa mestna okolja. Hvala.